Gre za projekt, kjer se ukvarjamo pravzaprav s čiščenjem odpadne vode, ampak ne na tak konvencionalen način, kot sicer, kot to poteka v bioloških čistilnih napravah za čiščenje komunalne odpadne vode, ampak se fokusiramo na tiste zadnje stopnje čiščenja, ko pravzaprav sicer že vodo spuščajo v iztok, tukaj pa še dodatno pogledamo, kaj je not, in tu nas zanimajo prav konkretna mikroonesnažila, torej ostanki zdravilnih učinkovin. In to je tisto, na kar smo se sfokusirali in kar želimo še dodatno očistiti oziroma odstraniti ven iz vode. Ugotovili smo, da pravzaprav najdemo lahko neke povišane vrednosti zdravilnih učinkovin zelo različnih farmakoloških skupin. Na tem so delali naši kolegi, partnerji na projektu s Fakultete za farmacijo. Pomemben doprinos projekta z njihove strani je tudi razvoj, dodelava vseh teh analitskih metod in pa priprava vzorcev, tako kompleksnih vzorcev sploh na analizo. Z naše strani, torej z podjetja Arhel, pa seveda nadgradnja te specifične metode za čiščenje odpadne vode, ki spada v okvir naprednih oksidacijskih procesov. In sicer smo se osredotočili na elektrokemijsko oksidacijo, na anodno oksidacijo v elektrolitski celici, in tukaj je bilo ogromno nekih napredkov na mehaniki, na elektrotehniki, na avtomatizaciji in tako naprej. Gre za to, da smo cel sistem naravnali tako, da bi ga v končni fazi lahko napajala tudi sončna energija. Torej gre za porabo elektrike, ampak smo lahko na obnovljivih virih in na drugi strani dosegamo razgradnjo težko razgradljivih organskih molekul brez dodatkov kakršnihkoli kemikalij v tako vodo. Pri čiščenju odpadne vode, še posebej pri kakšnih naprednejših postopkih, gre pogosto za to, da moramo vodi dodajati določene snovi, da oksidacija organskih molekul hitreje poteče, recimo dodatek peroksida ali pa ozoniranje take vode ali pa obsevanje z UV. Tu pa gre za to, da imamo elektrolitsko celico, sestavljeno iz dveh elektrod, zelo poenostavljeno, in na anodni strani prehajajo v elektrolit elektroni. In tu se dogaja, da molekula vode, torej da na podlagi elektrike kot vektorja iz molekule vode, torej neposredno iz vode, nastajajo hidroksilni radikali, ki so močni oksidanti in lahko neselektivno oksidirajo katerokoli organsko molekulo. In to je ta osnovni princip elektrokemijske oksidacije, ki jo izvajamo. Farmacevtiki so z drugimi besedami ostanki zdravilnih učinkovin in v okolje vstopajo kot posledica v humani ali veterinarski medicini. Uporabljamo jih za aplikacijo za zdravljenje in preventivo bolezni, tudi za diagnosticiranje, nato pa jih po aplikaciji izločamo z urinom ali fecesom. Vse te odplake iz hišnih ali bolnišničnih ustanov vstopajo v odpadne vode in te se prečiščajo v čistilnih napravah. Zaradi same narave takih učinkovin oziroma snovi se te slabo odstranjujejo in tako vstopijo v površinske vode, lahko tudi v podtalne in posledično tudi v naše kozarce. Na Fakulteti za farmacijo imamo ustrezno tehnologijo na področju analitike, ki nam omogoča občutljivo, specifično in selektivno analizo takih učinkovin. In v okviru projekta smo opravili analize prisotnosti teh učinkovin in hkrati nam tehnologija omogoča, da smo merili tudi njihove koncentracije. V okviru raziskave, ki je malo širša od samega projekta, smo vzorčili na različnih čistilnih napravah, in sicer smo zajeli 19 čistilnih naprav, lociranih na različnih regijah v Sloveniji. Opravili pa smo skupaj kar 46 vzorčenj, in sicer na vtokih in iztokih iz teh čistilnih naprav. Ključne ugotovitve bi izpostavila, da se te zdravilne učinkovine oziroma njihove ostanki v okolju pojavljajo relativno pogosto. Nekje bi lahko rečem, da od vseh preiskovanih analitov, ki jih je bilo 111, smo več kot polovico analitov zaznavali, nekje 1/3 smo jih zaznali v vseh vzorcih. Kot glavne predstavnike bi pa mogoče izpostavila zdravila z delovanjem na živčevje in pa mogoče antibiotike. V
prihodnosti bi bilo potrebno raziskati poleg same prisotnosti oziroma koncentracije tudi vpliv na okolje in okoljske organizme. To so toksikološki testi, ki opredelijo strupenost in te so tisti, ki manjkajo, predvsem gre za učinke koktejl mešanice teh ostankov ter v bistvu kasneje tudi vpliv na človeka.